Pozdravljeni, moje ime je Tanja Bohl, sem odvetnica z odvetniško pisarno v Ljubljani, specializirano za področje delovnega prava. V današnjem videoseminarju se bomo poskušali čim bolj natančno seznaniti s pravico delavcev do dopusta in pa seveda s pravico do regresa, ki je z pravico do dopusta neposredno povezana. Najprej se bomo pogovarjali na splošno o letnem dopustu. Torej, pravica do plačanega letnega dopusta je temeljna socialna pravica, ki je seveda samostojno oziroma kot izraz pravice vsakogar do poštenih in pa seveda ugodnih delovnih razmer, priznana v številnih mednarodnih pogodbah, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, v pravu Evropske skupnosti in pa seveda v sodni praksi sodišča Evropske skupnosti in pa v ustavnih tradicijah držav članic, seveda tudi v Sloveniji. Opozorila bi na določbo 66. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo. V okviru te pravice do dela in pa pravice do zaposlovanja je seveda vključena oziroma nekako urejena tudi pravica do dopusta in regresa, ki sta neposredno in trdno povezani z delom in delovnim razmerjem. Pravica do plačanega letnega dopusta je namreč temeljna pravica vsakega delavca iz delovnega razmerja. To pomeni, da se ji delavec ne more odpovedati, niti mu je delodajalec ne more odvzeti na kakršenkoli način, kajti kakršnokoli kratenje ali odvzemanje te pravice s strani delodajalca je sankcionirana z ustreznimi sankcijami, ki jih določa in ureja sam zakon o delovnih razmerjih in s katerimi se bomo seznanili ob koncu vsakega poglavja, torej tako ob koncu poglavja o letnem dopustu, kot ob koncu poglavja o regresu. Pravica do plačanega letnega dopusta torej obsega v bistvu dve pravici. Prvič, pravico do odsotnosti delavca z dela in pa drugič, pravico do nadomestila plače za čas te odsotnosti. Jedro pravice do plačanega letnega dopusta je torej v tem minimalnem številu dni letnega dopusta, ki delavcu pripada, in ta minimalna pravica, torej minimalna odsotnost delavca, ne sme biti v slovenski zakonodaji določena na manj kot 4 tedne. Delavec pa mora v tem času imeti pravico do denarnega nadomestila, torej v tem času ni doma brez nekega plačila, ampak je upravičen do nadomestila plače, kar pa seveda pomeni, da ne prejme pa nadomestila za malico in pa za prevoz na delo, ker v primeru malice in prevoza na delo gre za povračilo stroškov. To v praksi radi pozavljamo in zaradi tega se pogosto v praksi postavi vprašanje, ali delavcu pripada za čas odsotnosti z dela zaradi letnega dopusta polna plača z nadomestili ali samo torej polna bruto plača. Delavcu pripada torej nadomestilo plače, govorimo o nadomestilu zato, ker delavec v tem času ne dela in zato ne prejme plače, pač pa prejme njeno nadomestilo, seveda v tem primeru brez povračila stroškov, ker stroškov seveda z malico in prihodom na delo takrat, ko ne dela, nima.